Konec leta 2012 je bil nemiren. Ob praznovanjih ob koncu leta, ognjemetu in košu dobrih želja smo le za hip pozabili na težave. Leto 2013 pa se je nadaljevalo, kot se je prejšnje zaključilo. S protesti nezadovoljnih ljudi in skrbjo mnogih, kako se postaviti na noge, ko staneš brez službe, premoženja ali strehe nad glavo. Odstop župana Franca Kanglerja Mariborčanov ni zadovoljil. Želeli so menjavo celotne občinske oblasti. Odločno so zahtevali tudi odstop mestnega sveta. Za svobodo, ne? Proti strankam. Lopovi so nas obkradli, naj vrnejo, naj izginejo. Mi bomo v njih zaprli v geto. Se neupravičeno zadržujete v objektu, vas opozarjam, da zapustite ta objekt. Enostavno, Maribor rabi nov svež veter in dovolj je teh vseh. Na volitvah so Mariborčani ob županu volili le 4 nove mestne svetnike. Za naslednika Franca Kanglerja se je potegovalo kar 11 kandidatov. Nekoliko presenetljivo je že v prvem krogu zmagal kandidat vstajnikov, sociolog Andrej Fištravec. Izjavljam, da bom ravnal po Ustavi Republike Slovenije, zakonih in statutu mestne občine Maribor. Novi župan, nekoliko nevešč politike, je kmalu ugotovil, da so obljube in želje pogosto v nasprotju z realnim življenjem. Njegovo delo je dodatno oteževal spor z mestnim svetom. Ekipa nastaja sproti, se skozi delo potrjuje in zdaj, če delovnih rezultatov ni, potem pa skušamo se na to adaptirati, prilagoditi in iskati boljšo rešitev. Sožitje z novo ekipo, zaupanja vrednimi svetovalci, ni dočakalo konca leta. Nekateri so se že vrnili na stara delovna mesta, drugi si iščejo nove službe. Novo vodstvo občine pa je poskrbelo tudi za menjave na vodilnih položajih v občinskih podjetjih. Brez težav ni šlo. Spravo je firma pozitivne številke, socialen človek je, nabavljamo novo opremo, prevzeli smo tržnico, prevzeli smo avtobusno postajo, prevzeli smo zavetišče za živali, vse laupa v nulo. Nezadovoljni ljudje so tudi v letu 2013 nekajkrat napolnili mariborske ulice in trge. Kaj delate za livarno? To, da Jankoviča zdaj vozite, kaj pa je Jankovič za livarno naredil? Mamice samo hranilke so lačne, da vas sram ni. Sporočite naši vladi, da iz tako majhnega piskra nam jemlje zadnjo zrne kruha, zadnjo žito. Žito, kje si? Zato, ker ne morem dostojno živeti. Predvsem zato. Mislim, da se mora nekaj spremeniti in če bomo vsi sedeli doma, kaj bomo spremenili? Nič. Ker organizatorji zadnjega protesta niso prijavili, jih je doletela denarna kazen. Nič v primerjavi s stisko, ki jo je doživljalo 10 fantov, obdolženih, da so na 3. mariborski ustaji decembra leta 2012 v policiste metali granitne kocke, lesene palice in steklenice. Ko so me vrgli na tla kot ne vem koga in potem čakaš par ur, da ti povejo, zakaj si sploh tam. Mislim, da tu so drugi interesi. Mi smo pač žrtve tega. Po 9 mesecih je bilo sojenje končano. Enega od protestnikov je tožilstvo oprostilo, ob izreku sodbe pa je sodišče oprostilo še 2 obtožena. Drugih 7 je za 7 mesecev poslalo v zapor. To je Zimbabve. Da vidite, da ne vejo, kdo me je aretiral, ne vejo, kdo me je videl, da se lažemo, ki smo bili aretirani, so me kar 300 metrov beg prestavili. Tudi nekdanji župan Kangler je zaposlen z obiskovanjem sodišča. Skupno ga bremeni več kot 10 kazenskih ovadb. Zaradi sporne dodelitve stanovanja vedeževalki Karen Ježovita je bil obsojen na 7-mesečno zaporno kazen. Sodba še ni pravnomočna. Da imam občutek, da sem bil danes tukaj politično obsojen na prvi stopnji. Danes smo poslušali 30 prisluhov, ki nima nobene veze z dodelitvijo stanovanja, stanovanjem Ježoviti. Nekdanjemu županu so odzeli tudi diplomo in strokovni naziv diplomirani ekonomist. Ustavno sodišče pa je potrdilo njegov mandat državnega svetnika. Imam še upanje v pravno državo, v pravni red in da vsaj najvišja instanca slovenskega sodišča ne deli Slovence na leve in desne, na ta prave in neprave in nimajo dvojnih kriterijev, tako kot so jih imeli v državnem svetu. Radarje, ki so zanetili upor proti Kanglerju, je novi župan ugasnil. V 4 mesecih so merilniki hitrosti zaznali več kot 250 000 kršitev.
Položnice pa so neplačane ostale v predalih redarske službe. Projekt je za koruptivnega ocenila Komisija za preprečevanje korupcije. Negativno mnenje je izdalo Računsko sodišče. Koliko bo občina morala odšteti podjetju Iskra Sistemi, bo odločilo sodišče, poravnava za 7 milijonov evrov ni uspela. Sodišča so tudi letos polnili zahtevki za stečaje in prisilne poravnave. Obupani delavci pa so se odpravili tudi na ulice. Zapravili so vse, to je banda, to je pokvarjeno, tak narod so postavili na cesto, na golo, niti za golo preživetje ne bomo imeli. Oba dva smo zaposlena v livarni, oba dva bomo na cesti. Saj bi rekli bi, ne, čeprav se je to vedlo, ne, da, ker nekih pametnih naročil pa tega niso iskali, vsaj za nas, ne, tu za elektromotorje, za TSN so že iskali, mislim, da so, ne, ampak tu pa šlo samo navzdol, ne. V celem letu smo naredili 1700 ton biodizla samo, prodali pa 3000 ton samo. Nova tovarna stoji že 3 leta, tam je dnevna kapaciteta 4500 ton, pol veste, koliko delamo. Naše konkretne zahteve so, da je plača vsak mesec v tekočem mesecu do 25. in regres tudi, da je splačan, ne. Se pač s tem zgovarja, da pač delo bo. Sem to že 3 leta nam obljubljal, s tem je problem, ne. Do zdaj pa rednega dela ni, če po dnevih, tu pa tam par dni delaš, pa 2-3 dni, pa zopet par dni doma. Odpuščeni delavci Armala in Saniteka se niso vdali. Zadrugo Novi Armal želijo nadaljevati proizvodnjo najbolje prodajanih izdelkov. Pri tem jih podpirajo tudi mariborska občina in lastniki livarne. Do zdaj so bile pač ustmeni dogovori in tako naprej, vendar podpisane pogodbe z nimamo še zaenkrat z nobenim, ampak to mora biti potem skupna pogodba z vsemi akterji. Podobno kot nekdani zaposleni livarne skušajo svoja delovna mesta z ustanovitvijo zadruge rešiti tudi delavci podjetja Vesna. Novega lastnika že več let neuspešno išče časopisna hiša Večer, zato zaposleni skušajo zadrugo odkupiti podjetje. Manjšo podporo delavcev razumem z tega stališča, da smo ljudje v teh časih, ko nas vseh strani obmetavajo s temi elementi krize, prestrašeni. Podjetju Košaki, ki je v prisilni poravnavi, pa je ugled načela novice švedskega, da so v goveji salami, namenjenemu muslimanskemu trgu, našli sledove svinjskega mesa. Kasnejše analize so pokazale, da je bil preplah odveč. Tudi ta zgodba bo dobila epilog na sodišču. Je naloga in strokovna obveza vsakega laboratorija oziroma agencije, da ugotovljene prvotne teste dodatno preveri oziroma potrdi. To pomeni, da bi moral biti ponovno izveden najmanj en dodaten test na istem vzorcu v tem laboratoriju. Kljub dolgi zimi se športni center Pohorje utaplja v rdečih številkah. Njegova kar 75% lastnica je s pretvorbo terjatev v lastniški delež jeseni postala Nova kreditna banka Maribor. Banka se je na veselje mnogih smučarjev trženja smučišč lotila nekoliko drugače, s cenejšimi smučarskimi vozovnicami. Nas, če povem iskreno, tudi 100 takšnih zim ne reši. Zima skratka ni dovolj, potrebno je najti programe, ki bodo tudi v ostalih letnih časih zapolnili te kapacitete. December je prinesel uro resnice tudi za slovenske banke. Obremenitveni testi so razkrili večmilijardno bančno luknjo. Banke čaka dokapitalizacija, racionalizacija stroškov, odgovorne bančnike, tudi zagovor na sodišču. Kadar se dela sanacija, takrat se mora marsikaj bolečega narediti. Meni je zelo žal, ampak sem že večkrat rekel, da pač zdravilo bo grenko, ampak bo pa nam pomagalo, da bomo preživeli. Država pa se je odločila za likvidacijo 2 bank, Probanke in Faktor banke. Za uspešnost likvidacije jamči 400 milijoni evrov. Krivca lahko iščemo v gospodarski recesiji, v neustrezni ekonomski politiki, predvsem pred letom 2008. Tudi v krizi pa Mariborčani uživajo na športnih prireditvah. Tina Maze je množice navduševala na Zlati lisici. Nekaj tudi sigurno vzame, ker včeraj mi je vzelo malo koncentracije, danes mi je dalo krila, biti v cilju ob takšni podpori. Mislim, da je najbolj važno to, da jaz ne glede na navijače, ki so bili danes ob meni, delam svojo stvar
krasno vzdušje, fantastično, boljšega si živeti ne moreš. Svaka čast, slovenski fenomen, lahko smo ponosni na njo in sva čast Tina. Blestela je tudi na svetovnem prvenstvu, kjer se je uspešno predstavilo tudi mariborsko podjetje. Inovativnost je naša prednost. S tem bom rekel, da smo mi nek voditelj na trgu, na šotorskem trgu. Mi ne ponujemo standarda, ampak ponujemo stalno nekaj novega, nekaj drugega, nekaj, kaj drugi ne zmorejo. In prav to podjetje bo tudi poskrbelo, da bodo branjevke na mariborski tržnici na suhem. Tržnica bo namreč dobila začasno montažno streho. To je že obečavali 4 leta, pa ne bo toga nič. Super bi bilo, če bojo kaj naredili, ne? Vse se že dogovarja, 4 leta se dogovarja, samo če bojo kaj naredili, ne? To pa ni edina svetla točka mariborskega gospodarstva. Here in Slovenia and especially in this area, people are used to work with the hands and they have the technical know-how inside the head still. And that is nowadays in Western Europe very hard to find. Moram reči, da taki dosežek, vse smo se pogovarjali, pa če se malo pošalimo, ne, bi lahko primerjali tako, da bi Maribor recimo igral v Ligi prvakov v finalu, pa pač knap zgubil, ne. Lahko bi rekli, da je uspešno podjetje tudi mariborski nogometni klub. Nogometaši so namreč Maribor odeli vijoličasto barvo. Znova so postali državni prvaki, pokalni zmagovalci. Njim sicer uspela uvrstitev v elitno ligo prvakov, so pa zato dosegli nov zgodovinski uspeh v Evropski ligi. Uvrstili so se med 32 najboljših ekip in tako tekmovanja v Evropi nadaljujejo že februarja. Dvojna menjava trenerja klubu očitno ni škodila. Ja, v tem trenutku je izredno težko najti besede. Iz prostega razloga, ker smo dosegli nekaj, kar si največji optimisti niso predstavljali. Enostavno nam je uspelo z našo trmo, z vztrajnostjo, z željo, ambicioznostjo, ki jo poudarjam, mogoče se že ponavljam. To je največji zgodovinski dosežek. Noben klub še ni prišel v drugi del kakšnega evropskega tekmovanja, Maribor je to uspela. Super. Carji smo, ne? Maribor je šampion. Res. Božiček bo vijoličen letos. Mariborski nogometaši so redni gostje mariborskega letališča. Navsezadnje so prvi stopili na prenovljen terminal. Letališče je v letu 2013 dobilo novega lastnika, končala se je gradnja terminala, poleti pa so organizirali redne čarterske polete. To je bilo naključje, da od tukaj letimo. Mi je pa všeč, da imamo brezplačen parking, pa tako. Fajn je. Majhno letališče za otroke, super. Vse pri roki. Letališče ima kapacitete, ne? In na strateški poziciji, ne vem, v Sloveniji smo slepi ali kaj, ampak to letališče je sred Evrope. Visoka brezposelnost stopnjuje stiske ljudi v Podravju. Kako rešiti skoraj brezupen položaj in pognati razvoj Maribora in okolice? Predstavniki Mariborske razvojne agencije in župani so vladi predlagali 35 ukrepov. Država pa bo regiji za pomoč v 6 letih namenila 66 milijonov evrov. Od tega 35 milijonov za ohranjanje delovnih mest in povečanje konkurenčnosti ter 20 milijonov za olajšave pri zaposlovanju mladih in novih delavcev. Mogoče dovolj, da podjetja, ki so mejna, ne propadejo in tista, ki so mejna med, bom rekel, stabilnimi in nestabilnimi, postanejo vsaj nekoliko stabilnejše. To je bolj ali manj gašenje požara, ne? Mi pa rabimo vsekakor ukrepe, ki bodo pomagali celemu gospodarstvu na dolgi rok. Najti zaposlitev je pravi podvig. Brezposelnim so veliko pomoč vedno dobro obiskani zaposlitveni sejmi. Sem že poslal mesečno poprečno 20 prošenj, 25 ponudb, ampak sicer so bili razgovori, ampak nažalost nisem dobil še nobenega delovnega mesta, zato iščem pač priložnost v Avstriji. Sie haben gute Möglichkeiten, weil sie die meisten Leute ein bisschen Deutsch sprechen, bis sehr gut Deutsch und sehr zuverlässig sind und gut ausgebildet. Delo čez mejo rešuje finančne težave več kot 15.000 družin. Delavce je zelo razburila novica, da namerava Slovenija ukiniti posebno davčno olajšavo. Opravljam dejansko dela, ki jih marsikdo ne bi opravljal. In mislim, da je to zadosten razlog, da je ta denar dejansko moj. Gradimo hiše, kupujemo avte, jemo, pijemo, otroce šolamo, plačujemo dodatna zavarovanja in vse. Znači, ves denar, kaj ga v Avstriji zaslužimo, ga pustimo doma.
Pri Združenju za duševno zdravje Šent so v Mariboru odprli prvo socialno trgovino. Sotra ali trgovina odprtega srca socialno ogroženim ponuja osnovne življenjske potrebščine po nižjih cenah in hkrati zaposluje osebe iz ranljivih skupin. Pa tudi nakup smo omejili mesečno, ker pač ne bi želeli, da prihaja tukaj do zlorab, nekaj med 80 in 100 evrov mesečno. Zaradi finančnih težav se je tudi mariborska knjižnica morala zateči k nepriljubljenemu ukrepu. Po 12 letih je znova uvedla članarino. Nove prostore bi knjižnica morala dobiti lani v času Evropske prestolnice kulture. Žal pa na projekt ne bodo spominjali želeni novi objekti. Nosilec manjšega in cenejšega naziva je bil Maribor letos, ko je mesto postalo Evropska prestolnica mladih. Sedaj je priložnost, da se besede, kot je na mladih svet stoji, tudi pokaže in jaz mislim, da smo na dobri poti, da v letošnjem letu okrepimo mladinske organizacije, njihovo delovanje. Skozi 11 sklopov bomo izvajali programske dele, kot so naprimer stanovanjska problematika, problematika zaposljivosti, na potem sklop kulture, športa, strukturiranega dialoga. Kaj vse zmorejo mladi, s svojimi dosežki dokazujejo mladi raziskovalci in inovatorji. To je izdelano že delno karoserijo, te blatnike, pa tudi ploščo seštevci, te radio. Da bi pa izboljšal vozno dinamiko, pa sem izdelal celotni sprednji novi del, ki je sedaj nekoliko širši in daljši. Na straneh labirinta pa so postavljeni grelci, ki predstavljajo žrtve v neki naravni nesreči. In robot se mora skozi ta labirint zapeljati in najti vse te žrtve in jih potem varno dostaviti na začetek. Zdravnik lahko z glasovnimi ukazi izbira funkcije, nato pa se pomočjo rok izvaja rotacija na sliki, zoomira sliko oziroma povečuje, nastavlja kontrast, svetilnost v sliki. Tine, eden izmed članov naše ekipe, ima pač mamo, ki ima velike težave z vidom in nekako je na lastni koži pač ugotovil, s kakšnimi težavami se njegova mama sooča in naenkrat nam je v bistvu kar kliknalo, ne. Tudi v letu 2013 so številne ustanove ponosno opozarjale na desetletja in celo stoletja svojega delovanja. To, da imamo nekako napreden način pouka, se pravi e-table, da je dosti tudi interakcije z učenci preko spleta, se pravi e-učilnice. Zelo raznobarvno je, dobro se počutim pač. Kaj pa učitelji? Dobro. Vsi ponavljajo isto, pa čeprav so iz različnih šol, dijaki bivši, in pravijo strogi, ampak prerični in veliko smo se naučili. Na začetku je bila beseda, živa beseda, učiteljeva beseda in to je bila osnova. Danes je te besede čedalje manj, v času teh tehnologije pa skoraj izginja in to je ta frapantna razlika. Ta zgodovina prostorov Univerzitetne knjižnice Maribor je tudi zgodovina nenehnih iskanj pravnega statusa knjižnice. Peš pridemo iz Maribora tu na Belvij, potem pa tu večinoma do Belvija, te se malo počijemo, 10 minut pa gremo nazaj, jaz pa žena tu skozi to gremo. Lepo pa je tu gore, ne, zrak lepi, ne, uživamo v takim, ne. Predvsem je bil ta prostor zgrajen zato, da bi bil kavarna, namembno se je pol kasneje sicer spreminjala. Prostor, kjer so se ljudje srečevali, pa so vedeli, da se bodo tukaj našli. Tudi prostor prestiža, recimo, ker je šlo pač za elitno kavarno. Most je bil v bistvu takšen, kot je bil eden najlepših mostov v Avstro-Ogrski. Hkrati je pa pomenil pomembno prometno žilo med obema bregovoma Drave. Pomagamo zagotoviti tem ljudem enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi. Svetujemo, informiramo v njim razumljivem jeziku, v znakovnem jeziku.
Na tej šoli me navdušuje prav vse, najbolj pa praksa, ker prakso lahko imamo tukaj na turnišču, kjer smo skupaj z konji, potem v delavnicah, pa tudi na grajenščaku, kjer imamo sadovnjak in vinograd in potem tam tudi preživimo dosti časa. Želimo usposobiti dijake za razvoj dopolnilnih dejavnosti, skratka na nek način jim približati podeželje, kmetijstvo kot neko novo zaposlitveno in razvojno priložnost. Od samih temeljev naprej je zgradba popolnoma gnila, kar se tiče električne inštalacije, je potrebna popolne obnove. Velik problem je pa ta, da se ta zadeva po delih ne da obnavljati, ker je zaradi samih živali. Jaz mislim, da je naša posebnost to, da smo eni izmed redkih, ko še sploh narodno pesem gojimo. Sicer gojimo tudi druge stile petja, ampak predvsem pa nismo pozabili na izročilo. Učiteljice se zelo trudimo, da otroke ozaveščamo, skrbimo tudi na razrednih urah za čiščenje zobkov, vendar je čisto nek drug odnos in stik, kadar pride prava medicinska sestra. Študij poteka zelo sodobno. Imamo veliko praktičnega dela, kar je zelo fajn, ker se študentje moramo naučiti v praksi delati. Najbolj všeč nam je to, da imamo pred samo klinično prakso v kabinetih, kjer se naučimo delati in šele takrat, ko vemo delati, pristopimo v prakso. Leto 2013 si bodo zapomnili tudi na univerzi, ne le zaradi zapletov pri financiranju nekaterih študijskih programov. Verjetno ena najpomembnejših pridobitev zadnjih let je namreč nova zgradba medicinske fakultete, v kateri se to študijsko leto že izobražujejo bodoči zdravniki. Celoten projekt je vreden skoraj 42 milijonov evrov, novogradnjo pa je zasnoval arhitekt Boris Podreka. Še vedno pa ni jasno, ali bo mariborski klinični center kljub vsem zapletom še ujel rok za gradnjo urgentnega centra. Za pričakovati je edino to, da bomo imeli čedalje več pritožb, nelagodja pacientov, proceduralnih zapletov, zastojev pri zdravljenju in neposredno to poveča seveda tudi obolevnost in umrljivost. Več sreče je bilo pri gradnji oddelka za onkologijo. Po 2 letih so dela končana, trenutno nameščajo opremo. Celotna vrednost projekta znaša 35 milijonov evrov. Seveda pa ne bomo pokrili vseh strokovnih področij, tudi v dolgoročnem planu oziroma srednjeročnem je predvideno, da se bojo pri nas izvajala obsevanja najbolj pogostih rakov, to so dojka, pljuča, prebavila. V mariborskem kliničnem centru so sredi junija končno začeli poskusno opravljati prve presejalne mamografije v okviru programa DORA. Žal pa zaradi pomanjkanja denarja program še ni v celoti zaživel. Najmanj, kar je, potrebujemo nov ultrazvočni aparat in pa aparat za stereotaktično biopsijo, torej aparat za možnost odvzema stebričkov, tkivnih vzorcev torej. Mnogi prebivalci ob Dravi še danes ne morejo pozabiti katastrofalnih poplav z konca leta 2012. Skrbi jih tudi, da krivec za tragedijo ne bo kaznovan. Protipoplavni nasip ob Dravi pa naj bi zgradili do konca leta 2015. Imamo občutek, da država pa te državne inštitucije so preveč mlahavo odreagirale v tej celotnih poplavah. Zato smo se odločili po eni čisto zdravi kmečki logiki, pomagaj si sam. Gre za problem konkretnih ljudi. Morate vedeti, da ljudem je odneslo njivske površine, ostali so brez obdelovalne zemlje, ostali so brez vsakoletnega lesnega prirasta. Je treba ljudem povrniti škodo. Vreme je ljudem oteževalo življenje tudi v letu 2013. Dolga zima, vroče poletje in suša, močno deževje, ki je sprožalo plazove. Julija pa je Mariborčane prestrašil požar v podjetju Surovina. Požar, dim, res smo se ustrašili za svoje premoženje, ker smo se bali, da bo veter začel pihati v našo stran. Tu smo že počasi dokumente dali na mizo, če bi bilo nujno, da pobegnemo. Bili smo zelo blizu, v bistvu je gorelo okoli nas, tako da je bilo kaj zapleteno. Vroče, nič ne vidiš. Požar je razkril tudi nesoglasja med mariborskimi poklicnimi gasilci. Ni problem meni kot gasilcu delati 48 ur, ker z veseljem opravljam to delo, ne? Ampak treba potem zagotoviti neke določene sredstva, da bom te kot gasilec držal. Apeliram na tega novega župana, da bi nas vsaj moglo biti 18. Glasni so bili starši otrok ptujske osnovne šole dr. Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami. Novo šolsko leto so začeli s shodom, na katerem so opozorili na neprimerne šolske prostore.
Obljubljajo, kako bodo naredili šolo, ampak nič. Žalostno. Vse okrog so take lepe šole, ne? Kaj so ti otroci manj vredne? Je pa hudo, ko se kot starš moraš izpostavljati za take stvari, za katere bi država in občine morale poskrbeti brez pritiska staršev. Občani Makol pa nasprotujejo gradnji čistilne naprave, podražitvi komunalnih storitev in gradnji bioplinske elektrarne v eni izmed vasi. Ni se povečala količina odvoza ali pa kvaliteta od storitve. Ne vidim razloga, zakaj bi se povišala cena za 100%. V Mariboru naj bi februarja odprli romsko restauracijo. Tej ostro nasprotujejo bližnji stanovalci. Sprva neodločen župan Fištravec pa pri lokaciji, ki jo je obljubil Romom, vztraja. Restauracija pomeni, da nekaj vleče za sabo. Mora biti urejena infrastruktura, mora biti parkirišča. Tu bo muzika, do polnoči, do 2, do 3, vemo, svadbe, sahrane. Mi smo Romi Mariborčani že toliko let in to, kaj se dogaja, samo je sovraštvo med prebivalstvom. Želimo biti med prebivalstvom Maribor odprti. Mariborski župan Andrej Fištravec je javnost razburil tudi z obiskom 24-članske delegacije na Kitajskem, ki je bila večini sestavljena iz predstavnikov občinskih podjetij. Zdaj v 14 dnevih pošiljamo dol eno pisno ponudbo za sodelovanje z eno pravzaprav z največjo investicijsko družbo v Šanghaju in predvidevamo, da bi potem že do februarja izpeljali novo poslovno konferenco. Župan Fištravec je eno obljubo vstajnikom izpolnil. Oblikoval je vstajniški sosvet. Se mi zdi, da razprava da ima širino, da tukaj so predstavniki civilne družbe, ki imajo različne poglede na iste probleme. Moramo videti, kaj bo s temi pobudami in predlogi se potem kasneje dogajalo. To, da smo jih lahko predstavili, je pozitivno, vse ostalo pa bo še sledilo. Leto 2013 si bodo zapomnili tudi Zinka Zorko, Matjaž Šmulej, Vlado Novak in Olga Kacjan. Razmišljam o tem, da sem pravilno usmerila svojo življenjsko pot. Čeprav sem od začetka, vse mlada, želela biti zdravnica, slovenščino sem imela pa rada. Za slovenščino sem študirala tudi ruščino in seveda pri študiju slovenščine me je profesor Tine Logar tako navdušil za dialektologijo, da sem se pri njem tudi odločila za diplomsko delo in to diplomsko delo me je potem vodilo še naprej magisterij in doktorat. Če bi to se zgodilo v fiziki, ker se je zgodilo v ekonomiji v zadnjih 10 letih, potem bi zakon težnosti več ne veljal. Se pravi, da rabimo povsem novo teorijo, tudi koncept nenehne rasti ni več izvedljiv, zato govorimo toliko o družbeni odgovornosti. Šefi in lastniki ne smejo biti predvsem požrešni, pač pa dolgoročno usmerjeni. Tehtam tukaj uspešnost oziroma neuspešnost glede na to, koliko sem sam zadovoljen in koliko sem pošteno kako delo opravil. Hvala Bogu, da imamo toliko gledališč. Je kar dosti mladih igralcev in igralk, ki so na svobodi. In tem igralcem je danes zelo težko. Sredi poletja sta javnost presenetila odstopa obeh slovenskih nadškofov, Marjana Turnška in Antona Stresa. Razlog? Finančni polom mariborske nadškofije. Začasno sta jo nadomestila novomeški škof Andrej Glavan in celjski škof Stanislav Lipovšek. Zdaj je prišlo to izredno stanje in potem sem sem sprejel to povabilo svetega očeta, da bi začasno pomagal tukaj reševati to situacijo. RTV Slovenija je praznovala 85-letnico radijskega in 55-letnico televizijskega programa. Ekipa televizije Maribor pa je na letošnjem 34. mednarodnem festivalu športnega filma v Palermu za film o ultramaratonki Ruth Reš-Podgornik prejela zlatega viteza za najboljši tuji film. Leto 2013 si bomo zapomnili tudi po prisilnem varčevanju, dvigu davka na dodano vrednost, predlogu o zmanjševanju števila občin, jesen je pretresal davek na nepremičnine. Pregleda leta pa ne moremo končati brez omembe Evropskega prvenstva v košarki, kjer je Slovenija zasedla odlično 5. mesto, Goran Dragić pa je bil izbran v peterko prvenstva.